Dragi gledalke, spoštovani gledalci, še enkrat vas prav lepo pozdravljamo, da je Report je torej na sporedu BKTV-a. Vajeni ste nas že in jaz sem vesela, da nas spremljate in seveda, da s tem podpirate to naše delo in ne nazadnje tudi naše goste, ki vedno znova radi pridejo in povedo, kaj je novega. Sedaj se v besedi selimo v Sveto Trojico, kajti tamkajšnje športno društvo pripravlja dobrodelni koncert. In jaz v svoji družbi lepo pozdravljam članico tega športnega društva, gospo Karmen Hercog. Pozdravljeni. Dober dan. Kako ste? V redu. V redu, v pripravljenosti, da izpeljete tale dobrodelni koncert? Tako. Seveda. Dajte mi kaj več povedati, kakšen koncert pravzaprav pripravljate? Mi prirejamo dobrodelni koncert za otroke iz naše osnovne šole, torej iz družin socialno šibkejših, ki si seveda ne morejo privoščiti vseh dobrin. Gre v bistvu za prvi tovrstni koncert, ki ga pripravljate, ne? Zakaj ste se odločili? Z katere strani je prišla pobuda? Pobuda je prišla iz našega predsednika Valerija Zorka, ki pač vsi vemo, da je ogromno ljudi, ki imajo finančne težave in tega ne upajo povedati na glas. Tako da bo ta denar, celoten izkupiček iz našega koncerta šel v sklad osnovne šole, ki bo potem razporejal med te učence, ki so tega res potrebni pomoči. Koncert ste naslovili za lepši otroški nasmeh, drži? Tako je, ja. Seveda nas veseli, da boste risali otroške nasmehe. Me pa zanima, kdaj se bo zgodil, da bodo lahko naši gledalci prišli in seveda svojo prisotnostjo pomagali. Koncert bo 9. februarja, to je nedelja, v športni dvorani Svete Trojice. S pričetkom ob kateri uri? Ob 15. uri. Zdaj smo pa že tanko lahko obelodaniva nastopajoče in torej poveva kaj več o vsebini samega koncerta. Ja, nastopajoči bojo predvsem slovenski glasbeniki, enega imamo tudi iz Hrvaške. Nastopajoči so Miha Baležič, Fredi Miller, Stela Tavželj, domačinka in tudi Anita Kralj iz našega kraja, Jasmina Buč, Nataša Madžar, Robert Fitker, Zoran Cilenšek, Amanda, Tadej Merčnik bo povezoval malo humoristični del, Siniša Žunec, ta je iz sosednje Hrvaške in potem tudi ansambel Zadetek, ansambel Poklon, ansambel Brloga, ansambel Štrk, ansambel Klateži, ansambel Refren, ansambel Prisrčniki, ansambel 6, ansambel Gulte, srčni muzikantje, Slovenke in tudi gost presenečenja, ki ga še ne smemo izdati. Ne smemo izdati. Je zelo, zelo velik in pester nabor glasbenikov, verjamem, da bo veselo in zabavno. Je pa sicer zima takšno časovno obdobje, ko verjetno športno društvo ravno ni toliko aktivno, ali se motim? Trenutno res ne, zato smo se tudi odločili morda za tale projekt. Kaj pa sicer drugače kot športno društvo Sveta Trojica, kaj počnete, kakšna je vaša dejavnost? Vsako leto prirejamo tek okrog jezera, ki bo letos že 36. tradicionalni. Kdaj pa je to, v katerem času? 13. junija. Poteka tudi v okviru Štajersko-koroškega pokala, zatorej vabljeni vsi tekači v Sveto Trojico. 28. julija prirejamo drugi kolesarski maraton, ki bo tudi letos tekmovalne narave. Tega smo se lotili lansko leto prvič in nam je zelo dobro uspel, zato tudi ni dvoma, da ga ne bi ponovili. Letos bo tudi daljša trasa, 60-kilometrska tekmovalna, zatorej vabim vse kolesarje. Ta krajša trasa, 28-kilometrska, bo pa rekreativnega značaja. So torej rekli še v mesecu juniju, ne? 28. Tako, tole vse v meseca junija. Potem prirejamo za otroke kros pri jezeru. Potem je nogometni turnir tudi otroški meseca julija. Imamo tudi memorialni turnir za našega pokojnega člana, to je septembra. Oktobra imamo izlet za naše člane in piknik. Decembra pa sodelujemo pri organizaciji zimske pravljice v Sveti Trojici.
Krasno, zelo pridni torej. Tako. Kaj pa recimo vi osebno kot članica športnega društva menite, zakaj je šport pravzaprav pomemben v življenju posameznika? Zakaj bi bilo dobro se vsaj na nek način ukvarjati s samim športom? V prvi vrsti že zaradi zdravja. Vsi vemo, da je super, če se gibamo, zaradi telesne kondicije. Ne nazadnje je verjetno pri vas športno društvo predstavlja tudi neko obliko druženja. Tudi ja, družimo se v okviru teh naših dejavnosti in teh piknikov in seveda in projektov, ki jih pripravljate. Sva kaj pozabili povedati? Morava še kaj dodati tudi zdaj v okviru dobrodelnega koncerta? Si je potrebno zagotoviti vstopnice vnaprej? Bodo na samem prizorišču v predprodaji ali kako? Vstopnice so v predprodaji v Trojici v baru Snupi. Bodo pa tudi na dan dogodka, tako da mislim, da ni bojazni, da bi karte pošle. Lahko si pa zagotovite v predprodaji, če se kaj gibate okrog našega kraja. Vabljeni pa ste vsi gledalci BKTV in seveda naši občani naše občine Sveta Trojica. Super. Najlepša hvala za vaš obisk, za prijeten klepet. Hvala vam Vse dobro vam želimo seveda. To prijetno nedeljo 9. februarja in pa jaz upam, da bo čim več obiskovalcev in posledično čim višji izkupiček, da boste lahko narisali veliko lepih otroških nasmehov. Hvala za dobre želje in za povabilo. Srečno. Nasvidenje. Bodite del lepe dobrodelne zgodbe tudi vi, drage gledalke, spoštovani gledalci, in seveda zavijte 9. februarja popoldan ob 15. uri natančneje v Sveto Trojico, v športno dvorano, kjer se bo seveda odvil ta dobrodelni koncert za lepši otroški nasmeh in narišite te nasmehe. Ostanite pa v naši družbi še naprej.